Pozdravljeni avtomobilnosti. Največ ljudi, največji procent voznikov se pripne ravno na avtocesti. Ime, ki pa nas bo spremljalo danes skozi celo oddajo, pa je Nils Bohlin. Nils je bil švedski inovator, ki je odkril eno najbolj enostavnih, po drugi strani pa eno največjih inovacij na področju avtomobilske prometne varnosti. Inovacijo, ki je v naslednjih 60 letih rešila prek 1 milijon življenj tako voznikov kot sopotnikov v avtomobilu in jih bo reševala tudi v prihodnje, samo uporabljati jo je treba. In tukaj je skrb vzbujajoča raziskava Agencije za varnost v prometu iz leta 2016, ki govori, da se le 68% tistih, ki se vozijo na zadnjih klopeh oziroma zadaj v avtomobilu, pripne. Nekaj bolje je, kar se tiče voznikov, ti se pripenjamo v 90% primerov. Vse bolje, ja. So vozniki celo v 93%, kar veliko pomeni o tem, koliko pravzaprav zaupamo tistemu, ki nas vozi. Zanimivo je tudi dejstvo, da se najbolj pogosto pripnemo za poti, ki jih naredimo na avtocesti. Potem seveda sledijo regionalne ceste, na koncu oziroma najmanj pogosto pa se pripnemo na kratkih poteh oziroma po mestnih uličicah, kjer pa je statistično gledano največ nesreč. Zanimivo pa je tudi to, da se predstavnice nežnejšega spola pripnejo pogosteje kot moški. Pred 3-točkovnim varnostnim pasom je bil 2-točkovni. Ta ob trku telesa ni dobro zadržal in poškodbe so bile hude tako v zgornjem delu telesa kot v spodnjem. Bohlinu je bilo praktično usojeno, da najde boljšo rešitev. Zaposlen je bil namreč pri Saabu in to pri tistem delu Saaba, ki je gradil vojaške lovce. Še več, odgovoren je bil za razvoj katapultnih sedežev. Se pravi, da je vedel vse o tem, kako pri velikih silah zadržati telo v sedežu. Ampak Andrej, Saab bi si dejansko zaslužil svojo samostojno oddajo. In prav škoda je, da ga je General Motors pripeljal do klavrnega konca. So pa lastniki Saabov vedno veljali za najbolj lojalne in v povprečju tudi zelo izobražene. No, pa še veliko drugih zanimivosti je. Saab je recimo prvi uvedel turbomotorje v srednji razred avtomobilov. In pa prva znamka, ki je premaknila ključe oziroma vključavnico z tega dela ob volanskem obroču na sredinsko konzolo. To, za razliko od tega, kar nekateri mislijo, ni bil letalski trik, ampak je zgolj vplival na varnost, kajti ko se zgodi nesreča, še vedno velikokrat pašeš ključ v koleno. Kaj pa to? Nemški trije velikani in sosed na Švedskem so se zmeraj spraševali, zakaj so Saabi dražji. Ampak odgovor so dobili pri prvih crash testih. Za Saabe velja, da bi lahko šli na rejli brez vgradnje posebne varnostne kletke, ker so bili stebrički tako močni. Andrej, o čem bo že tekla današnja oddaja? A lahko samo še ena o Saabu. A veš, kako pravi lastniki Saabov rečejo, recimo, kje si parkiral avto? Sierra Alfa Alfa Bravo. Ampak če se vrnemo k naši osnovni tematiki, k varnostnim pasom. Veste, da ni važno, kje sediš spredaj ali zadaj, da so sile ob prometni nesreči oziroma ob zaviranju enake. In naletna sila eksponentno narašča, se pravi, moramo upoštevati maso in hitrost. Tako da recimo, če sedite spredaj ali pa zadaj, ima 80 kg težak moški pri 50 km/h naletno silo 2 ton, pri 90 km/h pa že 6 ton. Tudi zato danes težko razumemo, da se kdo sploh še ne pripne z varnostnim pasom. Ko je Bohlin iznašel 3-točkovni varnostni pas, ni bilo tako. Takrat so vozniki pogosto tarnali, da se ne počutijo dovolj varne, zato ker so preveč tesno zapeti v varnostni sedež. Zato so Švedi takrat naredili veliko svetovno promocijsko akcijo, v kateri so se prevračali, zaletavali in na druge načine dokazovali in prepričevali tako strokovno kot laično javnost, da gre za najbolj učinkovit sistem pričvrščevanja telesa na sedež. V principu je varnostni pas ves ta čas ostal enak. Še vedno je gurtna, ki nas na 3 točkah drži v sedežu. Ampak se je pa skupaj z avtomobili, varnostnimi in asistenčnimi sistemi tudi varnostni pas na nek način razvijal. In zato je najbolje, da delovanje varnostnega pasu v sodobnih avtomobilih preverimo pri modelu, ki je tudi zaradi tega, ker je opremljen z visoko tehnološkimi varnostnimi sistemi, takrat, ko je bil lansiran, pobral lovoriko za svetovni avto leta. Ta gurtna, ta vrvica je svoj pravi preporod začela v zgodnjih 90-ih letih prejšnjega stoletja, ko so predstavili pirotehnični zategovalnik. Ta v primeru trka v hipu zategne varnostni pas, da ta telo ohrani trdno ob sedežu.
Sprva so zategovalniki temeljili na trpežni jeklenici. Nekateri modeli pa še danes uporabljajo ta sistem, številne znamke pa so nato zategovalnik izpopolnile s sistemom, ki uporablja tako imenovani Van Cloo Bat. Močno je razširjen tretji princip zategovalnika, ki temelji na kovinskih kroglicah. Ta sistem pa v varnostno najbolj naprednih avtomobilih inženirji kombinirajo z dodatnim elektromotorjem, ki pas še pred trkom zategne s pomočjo elektrike, torej še preden pirotehnični zategovalnik opravi svojo nalogo. Seveda govorimo o sistemih priprave na neizbežen trk. V našem današnjem vzorčnem primerku mu recimo pravijo sistem pre-save. In na drugi strani imamo pa tukaj omejevalec zatega. To pa pomeni, da v situaciji, ko pride do maksimalnega zatega, omejimo možne poškodbe. Omejevalec zatega ima dejansko noter torzijski plašč, ki v ključnem trenutku omeji ta maksimalni zateg. Ko se enkrat sproži ta zategovalec pasu, je to za popraviti, se pravi, je treba zamenjati, je za enkratno uporabo. Ko pride do prožitve, v vseh treh primerih je potrebno menjati celotni varnostni pas. Celotni varnostni pas je zelo drag. Takle je cenovni razred 500 evrov in verjamem, da predstavlja za trg rabljenih vozil kar velik strošek. Ja. Saj ravno to je bilo moje vprašanje. Če se odločim nakupiti rabljeno vozilo, je kakšen sistem, po katerem moram iti, da vidim, da ta pas še ni bil sprožen, da moj zategovalnik še vedno deluje oziroma da bo deloval takrat, ko bom recimo ga potreboval v prometni nesreči? Se pravi, ko je napaka, določeni tako imenovani strokovnjaki na prostem trgu dobro manipulirajo, simulirajo z določenimi upori, upornost, ki je potrebna, da jo krmilna elektronika zazna in s tem posledično lahko zbrišejo te napake, ki se pojavljajo v prožitvi. Sama preverba mora biti temeljita, to pomeni, da je treba pas podreti, pogledati, kaj je, če dejansko so vidne poškodbe. Dostikrat se vidi pri samem zategu, da se pas poškoduje, sploh na zadnjih sedežih, se vidi, da je bil pas dejansko tako močno zategnjen in se vidijo strukturne spremembe na samem pasu. To je kar stranka lahko sama, drugače je pa potrebno na servis, kjer potem demontiramo in vidimo, če je slučajna kakšna manipulacija. Je pa to zelo nevarno. Se pravi, v primeru manipuliranega dela praktično vse to, kar sem prej rekel, zategovalnik ne deluje in v primeru naleta lahko pride do hujših poškodb.